zašla temna polja ranjena, vse lepo je odšlo, v hipu se je zrušilo. V noči res strašni, nekaj reklo je, naj grem, da izvem. Pri nas doma smo po dolgem času brez skrivnosti. Ampak nekaj je, kar ne ve noben. Niti moja žena ne. In ravno to je leglo vsega hudega. In ravno to bi vam rad zdaj povedal. In brez maske. Taki smo, kot smo. No, Maja. Ja, ni škoda tvojih lepih lask. Pa kdaj si se ostrigla? Zato sploh ni važno. Važno je samo, da tega ne izdate gorazdo, jasno? No, ne vsi. Z grehi in madeži, kot bi rekel gospod župnik. Mi smo menda na dobri poti, ker se jih zavedamo. Eni se jih pa še ne. In se jih še bodo. Mogoče tudi naš kriminalist Rado, ki kar naprej razmišlja samo o prepovedanih stvarih. Pa kaj, ko ga obkrožajo same lepo obdarjene lepotičke. Prepovedana Pika je kot rojena zanj. Aida in Jan pa snemata reklamo za čokolado. In zaenkrat jima kaže zelo, zelo dobro. Meni je... Zelo A ja, pa še to. Naša mama je zbrala pogum in bo obiskala Nancy. Me pa res zanima, kako bo obračunala z njo. Po božje ali po domače. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, to sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, to sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Nancy, kar je bilo. Se nisi sama kriva. Jože mi je že nekaj povedal, ampak bi rada slišala tvojo plat zgodbe. Ne. Ej, mislim, kaj če mi je sreč? Vse on se povedal, tako je bilo, jaz sem se zasrala, tle meni je žal, jaz ne vem, kaj ne rečem drugega. Mislim, ne bom več, ne vem, kaj, ne rečem, da grem samostan med nune. Ne, niti treba med nune. Dej mi povej, a me je na teh vajinih srečanjih kaj omenjal? Pa, vse veste, mislim, da je non-stop govoril vas. Kaj skozi mi tam govoril, kako ste pridna, da ful pucate, da se doma vse sveti. Ja, je še kaj drugega povedal. Ma ja, same lepe stvari, mislim, vse vam pravim. Da ful dobro kuhate, da vsak teden delate te, pač, ko se reče, generalne čistke in ta kosila nedeljska. To je čisto nor na to, je rekel vedno juha, krompir. Ja, pa meso iz juhe, pa solata. In zaključimo vajo z globokim vdihom
in izdihom. Še zadnjič vdih in izdih. Odlično. Pustite, Mojca, kakšen modrček mi predlagate? Med nosečnostjo morajo biti dojke dobro podprte. Zato vam svetujem, da si kupite takega širokim trakom okoli prsnega koša in širokimi naramnicami. Ampak tak modrček ni seksi. Mojemu možiku so všeč tanke naramnice in čipke. Ja, pol bo pa brezno. Pa jaz sem že dosti bedastih vprašanj, ali pa če se zmenimo vsako vprašanje dodatnih $1000. Dobro, gremo k naslednji vaji, prosim. Tukaj je zelo pomembno, da zopet mirno dihate, vdih, izdih, kot smo se že naučili. Hrbet naj bo raven, pete dajte čim bližje k telesu, primite se za gležnje in s komolci potiskajte stegna navzdol. Zdržimo 10 sekund. Hrbet mora biti raven, dih miren in globok. Gremo. 9, 8, 7, 6... Ej, jaz imam idejo, jaz imam super idejo. 5, 4, 3, 2, zdržimo in 1 in izdih. Odlično. Tale naš Jože je pa včasih en tak velik otrok. Ma ja, Jože je ena taka naivčina. Jaz sem pač to pol izkoristila. Valjda. Mislim, gledajte, jaz štekam, da je to ful... Mislim, da so to take stvari, ki ni zdaj, da jih kar čez noč odpustiš. Samo dajte mi res verjeti vse to, no, da to ni bila njegova ideja, res ne. Kaj te ni on povabil na te eksotične počitnice? Ma ja, mislim... Kje sta že bila? Ej, on je to pripravljal neko presenečenje za vas. Da je to nekaj skrivno pripravljal, kaj sem kaj hotel, da greste v Egipt, neko križarjenje po Nilu. Egipt. Kaj? O tem sva pa midva sanjala, ko sva se poročila. Sam. Pol si pa nisva upala, ker sem bila že noseča. Ma ja, pa sem pa jaz še vse dodatno zasrala tlele. Ej, mislim, meni je res ful žal. Jaz sem hotel sam pač pokazati, da so vsi isti. Kako je naju pač oče pustil z mamo. Meni je bilo ful hudo in... Pa so se pač začele zapletati s temi vezanimi tipi, brez veze. Si mi kaj, Jože se pač valjda ni znal opret. Saj so nobene, so vsi isti. Naredila si napako. Ne si. Ne delaj tega več. Mi se bomo pobrali na nek način. Sam za kakšno drugo družino bi pa to znal biti usodno. Ti to veš, a ne? Ma ja, Štefka, no, vsi vem. Sorry. Ne bom več. Ko boste takole na vseh 4, lahko prosite partnerje, naj vam masirajo hrbet. Medenico lahko premikate, ramena morajo biti pa na miru. Mojca, a lahko zdaj razložim svojo idejo? Daj prosim, no. Tina, prosim, ta vaja je kot nalaž zate. Torej gremo še zadnjič. Z vdihom dvignemo hrbet, z izdihom ga spustimo. In še čisto zadnjič. Dvignemo in spustimo. Odlično. Zdaj se pa lahko sprostimo. Glej, Mojca, daj prosim posluši me. Kaj
kaj, če bi me vse tole posnele za televizijo, no? Ja. A veš, poslušaj, no pa to nas bi nosečnice ful gledale. Veš, kako bi jih to zanimalo? No, kaj praviš? Ne vem, Tina. Ja, če bi bile mlade mamice za to. Ne vem pa, kako bi to izvedle. Lej, to pust. To vse prepust meni. Lej, čak, naj ti razložim. Jaz bi bila taka lepa, atraktivna voditeljca, ne? Ti pa, ker si bolj izkušena, pa tako ti bi pa odgovarjala na vprašanja naših gledalk. No, kaj se ti zdi, dejno, Mojca, povej? Ja, ne vem. Bom še razmislila. Okay. Gremo, prosim, v našo zadnjo vajo. Sprostitev. Ravnokar sem dobil rezultate naše nove reklamne kampanje. In posel gre odlično. Bravo, super. Prodajamo 2-krat več čokolade. Vsi hočejo našo čokolado. Jasno. In v trgovinah je zmanjkuje. Prima. No, a bo še Franca kaj povedal? Ja, no. Stric Francel je zelo zadovoljen z vami. Za mene ste nenadomestljivi. Zdaj vem, kaj je tisto, kar prodaja. Odkrita otroška duša. In ker je naša čokolada res dobra, vem, da delamo prav. Vendar se s čokolado ne prenažirati, ne. Čokolada je za pokosilo, ne, Anja? Tako je, za pokosilo. No. Zdaj pa čas, da nas zdravimo. Kje pa šampanc? Nič ne bo šampancem. Pa dajmo s čokolado! Dosegla! Glede našega včerajšnjega pogovora, pa iskrenosti pa to. Bila sem pri Nancy. Sedaj se nazaj. Vse mi je povedala. Vse. Ja? Kaj si pa spet zmislila? Vse čez fejst punca, veš? Vso krivdo je prevzela nase. Pa povedala mi je še tudi, zakaj je to naredila. Pa jo kar malo razumem. Sploh nisi bil ti v igri. Ona je poračunavala neke dogodke iz preteklosti. Iz preteklosti? Padel si na finto, tako kot vsi. Se bi bilo čuden, če ne bi. Je pa važno, da si spet doma in da se imamo radi. Radi, radi, radi. V noči prestrašni mi kaj reklo je, naj grem, da izvem, kaj smem, kaj je tisto, kar boli, ali še ljubit znam, kdo sem se res poznam, našla sem skrivno pot. Moja mama je neverjetna. Kako lahko fotru odpusti? Kako? Jaz gorazdo ne bi nikoli. Nikoli. Moraš mi verjeti, no. Moraš mi verjeti, da Tinin froc res ni moj. Dej goraz zdosno vsega, no. Ne me več matrat. Pa dobro, pa se hočem samo, da resnico zveš, no. Me lahko prosim poslušaš do konca, ker to, kar ti imam zdaj zapovedati, še moja lastna mat ne ve. Mislim, a lahko? Ja, ti kar. Hočeš ta daljšo ali ta krajšo verzijo? Meni pa res čisto vseeno. Ok. To, da sem treniral fuzbal, to veš. To, da sem bil golman, to tudi veš. No, to, česar pa ne veš, je pa to, da sem parkrat fasil žogo v... Jajca. Ja. V jajca.
No in In zato zdaj svoje seme puščaš vse posod okrog, ne? ne, zato je moje seme neplodno. Kaj? Diagnoza rak na modih, operacija, seme pa mrtvo. To ni res. Bil prav vesel, če ne bi bilo, ja. Nancy, ne morem verjeti. Pa dejno, nehi že, sprijazni se, no. To sem jaz, ona je bila pa ena navadna afnasta krava. Ne morem verjeti. Frizer sem, pa nisem opazil, da nosiš lasuljo. Ej, Jimmy, ne se sekirat, no. Se veš, da je ena taka profi lasuljica. Je to že mi je prinesel. Ona prijateljica Špela iz Kranja. Enkrat je bila v Ameriki, pa mi je bolj prinesla. Kaj? Iz Amerike? Ja. So bila taka kot hollywoodske dive. Sam jaz nisem diva. Pa tudi Nancy nisem. Zezaš. Kaj te zezam? Kaj si pa pol? Alenka. Alenka Pšeničnik. Kaj? Alenka Pšeničnik. Ja, Alenka Pšeničnik, ja, kaj si delaš face? Sedem zdaj. O, Rado. A sta fotkala večerico? Ja, jaz sem. Tale mašinca, tvoja mašinca. Njega. Fotkal sem vse, kar se je fotka dal. Zdaj sem pa čist prazen, brez energije. Ja. Izpejna nova. Nova, ja? Sam če škole zapeta do vrtu, boš manjci biznis pokvarila. Moš biti kot moja božičkova pika ali pa kot naša Nancy. Sam čez pikajo parine. Mislim, Nancy se lahko čist krije. Konc je. Ko sem pa kaj tazga rekel, da. Hajde, kar pet, no. Naslednji. Da, saj. Sej verjetno si čisto reda punca, no, sam slušno, kako naj pa vem, če pa ne vidim karakterja po to tvojo majčko, no. Ma daj, Rado, no. Ti pa tudi nič drugega na puncah ne opaziš. Ja, pa saj nisem ti. Rado pogledaj direkt v srce, direkt v dušo, direkt... O, Joške, večje so, boš imajo karakter ženske. Dobro, zdaj moram pa jeti. Vikend prihaja, po kolena gre. Ajde, sedem, zdaj. No, kjera bomo pa zdaj? Gospo ali gospodično? Karubi. Karubi. Zaradi nje sem probil to sranje. Zdaj, ki se je pa zvlekla, me pa ne mara več. Pol je pa tako čisto vseeno, če se spet zadanem. Janez, povej mi, kaj si pred dnevi obljubil svoji mami. Premagovanje ovir na poti do cilja zna biti naporno in težavno. Ja, vem, Rozi, ampak jaz nimam cilja. Nimam ga. Sam nov šus, sam to vidim. Glej, poslušaj tole. Janez, ne zdržim več tukaj. Grozno je. Pobegnila bom. Samo na to mislim, kako bova spet skupaj kuhala šus, kako bova skupaj držala najini roki nad svečo in čakala, da se hors raztopi. Samo na to mislim, Janez, da greva tja, kjer se mava midva tako lepo. Počakaj me.
tvoja Špela. Janez, to je minilo. Špela je tu. Špela ne gre več nazaj. To ne mine tako hiter, Rozi, to ne mine tako hiter. To traja. Jaz pa nimam več motiva, če ne vem, a me ljubi ali ne. Janez, Špela potrebuje čas. Dej, samo malo časa je, dej. Veš, Janez, jaz sem ji obljubila nekaj, da ti ne bom povedala, ampak... Pa ni treba. Se ni treba truditi, nočem sploh slišati. A veš, če me ne ljubi, potem vsaka stvar nova, ki jo slišim, mi daje samo upanje. Pa sej to ti ravno hočem povedati. Špela te ima rada. Ja, zelo rada. Zaupala mi je to. In jaz sem ji morala obljubiti, da ti ne bom povedala, ampak zdaj sem ti morala povedati. A Špela je to rekla? Ja. Špela, da me ima rada? Ja. Pa ne. Pa ne. Palijo se zmenem, fantje. Ja. Drži. Zdaj se malo pa še pofotkati. Alo, pejte, gospod Župnik, pejte vi tja, ne? Bogataj, ti se postav sem. Koden, ti se bo itak z mano, mi da grejo pa tja naštimat. Jaz dam dober fotkat, jaz sem Piko Božič po fotku k pa nocah. Alo, nastavimo? Vole. Gremo, mogoče bo zadnja fotka. Ja, lahko se zgodi, za velike denarje gre. Za par milijonov evrov, za takle denar bi nas mrzdo z veseljem pospravil. Dobre, fante, zdaj pa dajmo še eno bolj veselo. Jaz predlagam raje spoved kot fotografiranje. Daj se nasmejte, na človek mora verjeti v svojo usodo. Kako naj zaupam ljudem, ko pa se vsi kar naprej lažejo? No, se lažemo z mano vred. Bogi Gorazd. Pa tile štirje kvazi kavboji bodo po mojem tudi kmalu naleteli na mino. To bo šele velik pok. Fantje, mi potrebujemo vodjo skupine. Nekoga, ki nas bo usmerjal, da se ne bomo borili takole vsak zase. Ti si dober lider, kar ti bod. Se strinjam. Moja filozofija o vodenju, o boju, tekmovanju je tako drugačna, da je najbolje, da se ne vmešavam. No, vaša naloga, gospod... Finžgar. Bine Finžgar. Kar Bine mi rečete. Aha. Torej, vi boste poskrbel za verodostojnost, resnico in zaupanje, kar bomo potrebovali potem, ko bo vsa stvar prišla na plan. Čeča, jaz bom pa pomagal v tele stvari, pa tej resnici, pa da ljudeh prideti na plan. Mi dva s prijateljca so podpravljena. Daj rado sprav tole stvarco. To je boj brez orožja. Naše orožje so mediji. Tole pištolco, pa kar lepo skri. Pa nekaj moram narediti za narodu blago. Bom posaj tiskovno konferenco vodil. Pa dej ustav kone, Radolo, pa sej boš mu dosti dela, no, pa sej novinarja že tako imamo. Ma pust ga jaka, no. Ljudje policajem bolj verjamajo kot novinarjem, ne? Ja. Sploh ima pa Rado lepš frizuro, ženska publika bolj naklonjena, ne? Ja, reč ja, no. Ja, odlično, gospodje, se vi že vadite. Gremo skupaj. Vdih in izdih. Oprostite, jaz moram iti, družina čaka. Tudi jaz imam še opravke. Z Bogom. Z Bogom. Dobro, gremo pa mi, ne? Sklenemo roki, zapremo oči.
Poklical jo bom, Rozi, moram jo slišati. Ne, daj še malo časa. Se to bo najbrž sama poklicala, hmal. Vedel sem, da me ima rada, vedel sem. Sam sem mislil, da so jo v komuni čisto možgane smešali. Ne, veš, najbrž so ji prepovedali stike, se pravi obiskovati stare prijatelje, take, ki se še zmeraj drugirajo, zato, da je ne bi spravili spet v skušnjavo. Ne, ampak se jaz se zdravim. Se to, da me malo zobje bolijo, pa da mi v kosteh imam bolečine, pa da mi v glavi šumi, to je sam dober znak. To pomeni, da se zdravim, razumeš? Ja, seveda, Janez. Jaz se zdravim. Sam še malo je treba vzdržati, pa boš na zeleni veji. Na zeleni pa ne bom nikoli več. Moje življenje bo ena sama borba. Kakšno pa misliš, da je moje? Vsak se z nečem bori. Vsak nosi svoj križ. Moje življenje bo ena sama borba. Najhujše je, ko si sam sebi odveč in te noben več ne potrebuje. Ja, poznam ta občutek. Od doma in iz službe. Otroci so kar nekaj časa čakali, da bi zavzeli moje mesto. Se naselili v hiši, v kateri sva živela ženo. Pritiski so bili iz dneva v dan večji in na koncu sta se odločila, da vse skupaj prodava, denar pa porabva za potovanje. Ja, jaz nimam moža. In problem je v tem, da sem sama. Ja, bomo že našel enega, saj si še zelo mlada, poglej, ne? Poglej mene, skoraj 70 imam, pa sem še zmeraj zelo živ, ne? Ej, mi gremo v Luna Park, a greš ta zraven? Ne, hvala, Jan, jaz bom kar tukaj ostala. S Francelnom. Se malo še kar velik za pogovorta, ne? Ne, Francel ne bo sedel tukaj in zapravljal prosti čas. Življenje je prevelik dar, da bi ga kar tako zapravljal. Veš, kje smo, če se premisliš, pa pridi za nami. Saj ste za to otroci, ne? Ja! Pozdravljeni. Ma kaj, se tebi tudi zdi tako kot Radotu, ne vem, da je vidiš tako pomemben, Joški in to. Daj se veš, Nancy. Ja, sorry, Alinka. Smotan. Se veš, da jaz nisem pravi naslov za to. Jaz nisem imel nikoli posebne sreče z ženskami. Po mojem ravno zato, ker jim nisem ves čas govoril, kako imajo lepo rit pa Joške pa to. Pa sej sploh ne, da mene ženske niso zanimale, veš. So me. To ni bilo isto. A štekaš? Ma ja, štekam, valjda štekam. Se kaj, v bistvu sem jaz delala ves čas isto. Jaz sem se tudi nekaj delala, veš. Sem skrivala to Lenko, se delala, kako sem cool, da mi je vse totalno na easy, brez problemov. Ampak v končni fazi, če tako pogledaš, kaj sem delala? Samo to, kar so drugi pričakovali od mene. Ma. Ko sem bil star 17 let, ja, 17, sem se ful zaljubil v eno sošolko iz paralelke. Ja. Ma, vse je bilo kul, dokler sem glumil frajerja, pa se frajaru, pa to, veš. Potem pa sem ji hotel pokazati svojo pravo plat, svojo nežno plat, ne? In je naredila čisto vse, da bi me prizadela. Odej. In me je. Kaj, a pol ti misliš, da je ona kriva, ali kaj, da se zdaj boji žensk? Ja, kje so pa stranke? Ja, kje so? Kaj, kje so stranke? Ni jih, ne? Ja, kakšna spa ti? Si sploh nisi nič podobna. Ej, Manica, no, takšna sem in zdaj takšna bom, okej? Kaj? Manči, to je Alenka Pšeničnik. Alenka Pšeničnik? Ja. Ujebem ti kukuruz. Ja. Tole je pa moj Miladi. A sosed iz sosednje ulice je tvoj... Miladin, ja.
O, manjči pol, da bomo pa malo poštimali. Bež stran z rokamčic. Tegale sem pa preveč dolg časa čakala, da bi pustila, da mi ga kdo v dvaju zapele. Pa dej, Goraz, no. Moraš jim povedati, no. Dej, no, povej. Lej, se te ne morejo prisiliti, da si oče, če nisi. Ne morejo. Pa sej vem, da me ne morejo prisiliti, veš. Sam jaz jim tega še ne moram zdaj dokazati. Jaz enostavno moram počakati, da se otrok rodi. Ne, jaz bi vseeno povedala. Lažje bi ti bilo, res. Pa poln kufer imam že tega sprenevedanja. Čakaj me. A ti si se ves ta cajt skrivala zdaj pod lesulo, ali kaj? A zdaj pa hočeš, da grem jaz ven, pa to isto naredim, ali kaj? Da jaz vsem povem, da sem jalav. Ja, oziroma ne, ampak, lej, jaz sem se skrivala zato, ker pač nisem vedela, ali me še imaš rad takšno, kot sem, ali ne. Kako skrivala? Zakaj te ne bi imel rad? Zakaj? Zato, ker si bil vedno nor na moje dolge lase, ker si pisal pisma o njih in ker so ti bili tako všeč. Dobro, pa čakaj malo. Ti si mislila, da jaz tebe ne bom imel več rad zaradi tega, ker si se postrigla, ali kaj? Ja. Ja, in zdaj si vrgla to lasulo dol, fino, krasno, zdaj ne pa jaz isto naredim, ali kaj? Mislim pa, valjda štekaš razliko tle. Ne, se imaš prav, lej. Ne, lej, razumem te, res, ampak nekaj bi moral ukreniti, res. Goraz, jaz bi sam rada, da bi ti bilo lažje, ne težji. Dobro, pa sej vem, pa sej ful skos razmišljam o tem, no, sej vem, kaj delam. Sama, veš, mislim, tebi bo to mogoče težko razumeti, ampak jaz sem res hotel po eni strani biti... Kaj biti, kaj? Nič. Sej vem, Goraz, ti si hotel biti oče, ampak ne moreš se celo življenje lagati, ne moreš. Pod eno streho. Veš kaj, Rado? Pa ni vse v nabiranju kondicije, no? Pa take travme se zdravijo na drugačen način, poslušaj. Vem sam, zdaj imam šanso, da premagam to svojo travmo. Veš kaj, Rado? Da se soočaš. Ja, da se soočam s to zopadno razredničarko iz drugega razreda, ki mi je natesla strah v kosti. Pa zdaj ne vedno, kad je kakšna situacija pomembna, jaz vedno odpovem, zato ker se nje prestrašam. Veš kaj, jaz sem se prav razjezil na tole tvojo razredničarko, ampak jaz imam rešitev. Kakšno rešitev, povej mi? Povem ti jo, če mi tudi ti zaupaš in med koks mi že obljubo rešeš teh prekletih lisic. Poslušaj, Rado, pa midva zdaj skupaj delava, pa ne bom ti pobegnil, pa dej verjemi, no, za božjo volo. Konc koncev je res. Konc koncev imaš prav. Hujška v drugem razredu ne more biti, v službi me pa tudi ne smejo tepsta, ne tudi da me ne smejo tepsta. Čakaj. A te ona tepla? Ja. Kaj? S palcem. Po nagi riti. Pa sem se pa polulal. Pa me je z oscanetom usmerjala. Groza. Pa se je cel razred smejal. Groza, pa jaz bi ti vse tele tvršice pa razredničarke zaprl v tale naš zapor. Ja, dej. Ja, res si bom. Ja. No, zdaj mi je pa odklen, no. Ja, prost, hodit. Ja. Evo, prost človek si. Je bilo to tako težko, a? Ti kudijem, prosim, no zdaj pa povej ti sprega, kak ga imaš zame. Samo ušesa so me. No, dobro, no. Sem me odklenil. Poslušaj, tole sem hotel povedati. Tudi jaz poznam enega tipa, ki ima take težave, kot ti, veš, grozen. Ampak danes rastura. Smiljan Mori mu je ime. A ga pokličem? Samo da me ne otepu, no, če ne bom kaj vedel. Kaj te bo tepu, no, dej, Smiljan pa tepu.
Kaj pa je, Miladin? Ja pa ne zdaj, ko se imava tako lepo, no. Kaj je? Nič. Samo nekaj bi te rad vprašal. Že celi večer odlašam. Najdraža moja, a bi vzela od enega starega, revnega, a še zmeraj živega upokojenca eno skromno darilce. Joj, kako je krasen. Saj ni nič. Umeten je, ampak od srca je. Pod eno streho. Živjo? Hoj. Kje pa sta bila? Se je že noč. Evo, vejo. Kje pa je Jan? Žurajo. Kako žurajo? Ja, na parku žurajo. Pa še Francelih pazno, pa se jih malo pridejo. Sam meni se pa ni več dano. Veš, jaz bi rada bila spet navaden otrok. Tako, kot je bilo prej. Ko si ti skrbela zame, pa ne jaz zate. Kaj naj rečem? Pa spet si pojedla preveč čokolade. Pa se boš pa sekirala, ko boš na vago stopila. Saj jaz sem tudi čisto utrujena od vsega tega. Z veseljem bom skrbela zate, prid se sem usest. Pa za Jana. Bo tako, kot nekoč prej. A ne, ljubica moja? Ej, super, da si prišla. Ja, te moram res videti. Ampak sam za minutko. Doma imamo večerjo in po ta novem moramo biti zelo velik skupaj. Vse veš, nova pravila pa to. Pa saj imate prav, no. Veš, če pogledaš pri nas vsak nekaj po svoje živi. Čisto nobena družina nismo, no. Ampak to sem ti hotel reči, no. Tisto, kar sva se prej pogovarjala, ostane med nama, prav? Ja, valjda, ja. Prav. Ampak jaz sem pa le mislila, da boš pol, ko bo otrok prišel na svet, da boš... Ja, že, ampak a veš, vsem bi da to malo bolj potih naredil, no. Veš, če ti na to zdaj izvedel, tako sem zgubcala, no. Ja, mogoče pa tudi ne, veš. Zelo se je spremenila, tako da ne vem. Malo se je že spremenila, no. Ej, jaz moram nujno iti, res. Če ne bo, ne vem. Ajde. Čau. Čau. Ja. Koliko imamo ljudje enih skritih kompleksov? Čim prej se soočimo z njimi, tem boljše. Ampak narava si počasih tudi malo preveč dovoli. Jaz vem,
da bi bil Gorazd lahko dober očka. Zdaj pa mogoče nikoli ne bo. Šit. Oho, to smo pa novo frizuro. Že dolg. Ne tvojo, na mamino sem mislil. Moja nova frizura je pa že kar nekaj časa stara, veš? Vseeno hvala, ne gledaš več mim. Ti je všeč golaž? Ma odličen je, ja. Res je dober, res. Si lahko. Z Rozi sva ga skupaj skuhali. Midva z Janezom imava pa eno novico za vas. A ja? No ja, ta nas pa vse zelo zanima, a ne? Ja, no, bo že prišel čas, ko bo Janez sam povedal. No, zdaj pa jejte naprej, da se ne bo ohladil. Jaz sem tudi eno novico. Zvedela sem, da je Gorazd nedolžen, da ni oče Tininega otroka. Ampak to je skrivnost, tako da je ne bom nobenem povedala. Ja, jejte naprej, da se ne bo ohladil, ne? Jaz se bom pozdravil. Ja, jejte naprej, da se ne bo shladil. Ja, kaj naj rečem? Nič. Zdaj pa jejte naprej, da se ne bo ohladil. Se vidimo. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho